I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I tried staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine, fine, fine. I'll be fine, fine, fine. I'll fly, fine. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. I'll be fine. And that's that. Škofijska gimnazija Vipava je katoliška gimnazija, ki se nahaja v osrčju Vipavske doline. Obiskujejo približno 300 dijakov, starih med 15 in 19 let, ki so razdeljeni na 12 oddelkov. Vsak razred ima svojo matično učilnico, v kateri poteka večina pouka. Pouk vere in kulture je eden od šolskih predmetov. Z učenci odpiramo teme o odraščanju, o verovanju, primerjamo religije. O temah se dijaki učijo, veliko pa se tudi pogovarjajo med seboj in izmenjujejo svoje mnenja.
V okviru naših programov potekajo tudi razredni dnevi duhovnosti. V kakem lepem kraju preživi razred 3 dni skupaj. Ob vsebinah se povežejo in spoznajo. Vsi pravijo, da je tam lepše kot na šoli. Dijaki lahko na naši gimnaziji izbirajo med poukom nemščine in italijanščine, za kar se odločijo pri vpisu na šolo. V prvem letniku šolanja imajo vsi dijaki pouk informatike, na koncu prvega letnika pa izbirajo med latinščino ali nadaljevanjem pouka informatike. Vizijo dela na šoli oziroma za kar si prizadevamo na šoli, imamo oblikovano v 5 točkah. Na prvo mesto postavljamo iskrene in dobre medsebojne odnose. Na drugem mestu imamo vizijo vzpostavljati spodbudno učno okolje. Poleg učenja skušamo mlade naučiti tudi veščin, ki so potrebne za življenje in učenja. Prizadevamo si, da živimo v skupnosti, v kateri noben posameznik ne bi bil zapostavljen. Dijaška skupnost skrbi za dobrobit dijakov na šoli in da nam ni dolgčas. Vsako leto zagotovimo nakup puloverjev z motivom naše šole. V lepo opremljeni telovadnici organiziramo medrazredne turnirje. Sodelujemo pa tudi na raznih športnih tekmovanjih, kjer dosegamo vidne rezultate. Šola pa ponuja tudi pester izbor prostovoljskih dejavnosti. Veselje in srečo je lepše deliti z drugimi. Zato se veliko dijakov poda na prostovoljsko delo v Center starejših Pristan, Center za invalidno mladino Sirius ali v program Popoldan na cesti. Sama obiskujem učence v Centru Sirius. Navadno jih obiskujem enkrat tedensko in jim s pripravo raznih dejavnosti, iger ali s preprostim pogovorom poskušam polepšati teden. Ker pa letos tak način prostovoljstva ni mogoč, smo se odločili, da bomo učencem teden polepšali nadaljavo, in sicer s pisanjem pisem ter videoklici. Poleg ekskurzij v Budimpešto, v Rim, na Dunaj in Pariz, lahko dijaki sodelujejo tudi na izmenjavah v okviru različnih evropskih ali šolskih projektov. Jaz sem sodelovala na izmenjavi Erasmus+, ki je imela središče v Italiji. Ta izmenjava mi je bila zelo všeč, ker sem spoznala veliko novih prijateljev z različnih držav in vem, da ne bomo nikoli pozabili trenutkov, ki smo jih doživeli skupaj. Pozdravljeni, smo Ana, Aljaž, Meta in Irma, gimnazijski maturanti na šolskem centru Postojna. V naši smeri je najpomembnejše pridobivanje splošne izobrazbe, da se lahko vpišemo na katerokoli fakulteto si želimo. Za popestritev predmetnika imamo na voljo različne tuje jezike, kot so španščina, francoščina, nemščina in italijanščina. Poleg tega pa pri naravoslovnih predmetih izvajamo različne raziskovalne, laboratorijske in terenske vaje. Na šoli izvajamo različne krožke, v zadnjih letih sta najbolj popularna dramski in pa popotniški. Udeležujemo se tudi različnih tekmovanj, hodimo na ekskurzije in pa šole v naravi po celi Sloveniji in pa tudi izven meje. V drugem letniku je dijakom dana možnost, da se izberejo izbirni predmet oziroma IPS, ki ga nato obiskujejo v letniku. Pri nas pa so dobrodošli tudi športniki. Sam treniram alpsko smučanje in zaradi velike odsotnosti koristim status vrhunskega športnika, ki mi omogoča napovedana spraševanja in pisanje testov na datume, ki mi najbolj ustrezajo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na naše mednarodne projekte Erasmus+, s pomočjo katerih obiskujemo in spoznavamo sovrstnike z celotne Evrope.
Živjo, sva Mark in Aljaž, bodoča strojna tehnika. Tukaj imamo robotsko roko, ki jo je izdelal bivši dijak te šole. Za izdelavo takega projekta potrebujemo veliko znanja, kot je risanje, načrtovanje, poznavanje materialov in programiranje. Čeprav se sliši veliko, imamo v šoli še dovolj časa za svoje hobije. Jaz v prostem času zelo rad izdelujem nalepke in apliciram zaščitne folije na vozila. Jaz pa se ukvarjam s kolesarstvom, disciplina enduro. Šola mi je tudi omogočila status športnika, kar mi omogoča, da se lažje usklajujem šolske dejavnosti in treninge. Živjo! Na tehničnih šolah pa niso samo fantje, midva sva ekonomistki Nina in Maruša in danes vam bomo predstavili, kaj so se vse naučili v teh 4 letih. Torej, kakor je že Maruša povedala, sve letos maturantke in znala reči za marsikaj. Znala pripravljati razne dopise, ponudbe povpraševanja, znala je 10 po 10 prstno tipkanje. To v bistvu pomeni, da ti tipkaš, tako da ne gledaš tipkovnico, poznava tudi že kar nekaj osnov računovodstva, video reklame, radijske reklame. Naučili smo se tudi izdelati spletno stran, ko smo jo naredili za učna podjetja, ko jih imamo tukaj kakor predmet v šoli. Lahko gremo tudi v tujino za 1 mesec, ampak tu vse izpolnimo v tem učnem podjetju. Tukaj se da dosti navaditi. Sam, ni težko, učiti se pa treba. Tako, lepo vabljeni. Hej, punce pa niso samo na gimnaziji in ekonomski, ampak tudi v programu avtoserviser. Jure, pa nam ti povej malo več o tem, kaj smo se naučili. V 3 letih izobraževanja pri avtoserviserju smo se navadili diagnosticirati in odpraviti napako na osebnem vozilu. Naučili smo se tudi veliko drugega. Meni je bilo najlepše v vseh 3 letih avtoserviserstva program Erasmus, se pravi odprava v tujino. Z mojim sošolcem Matejom sva odšla v Nemčijo, v mesto Leipzig, in sva se imela zelo lepo. A naša specialiteta pa je menjava gum dekletom. Ker me to itak že znamo. Punce je kar pogumno, fanti so zelo prijazni, jaz sem uživala 3 leta in če hočete uživati še kaj naprej, lahko greste tudi na program +2, ki je tudi omogočen na tej šoli. Sva Dominik in Rok. Junija sva zaključila program oblikovalec kovin Orodjar. V 3 letih sva se naučila struženja, reskanja, varjenja in podobnih stvari. Ker ne moramo imeti samo teorije, smo imeli tudi prakso na šoli in pri delodajalcih. Meni osebno je bilo najbolj všeč pri delodajalcih, ker smo se tako preizkusili, kaj dejansko znamo. V sklopu šolskih delavnic je tudi ICST, izobraževalni center sodobnih tehnologij. Sam sem tam opravljal prakso. Izobraževal sem se na sodobnih CNC strojih, to mi je bilo zelo všeč, saj sem pridobil veliko novega znanja. Zaposleni v ICST-ju so zelo prijazni, pripravljeni pomagati ter strokovno usposobljeni. Sedaj po končanem 3-letnem šolanju pa sem se vpisal na program 3+2, torej strojni tehnik. Pozdravljeni, sva Jernej in Jure, tehnika računalništva iz Ilirske Bistrice. No, skozi prva leta smo se naučili osnov programiranja v C++ ter osnove programskega jezika, ki sva jih kasneje nadgradila za izdelovanje mobilnih aplikacij. Osvojila so tudi znanje izdelovanja statičnih in dinamičnih spletnih strani, za katere smo uporabili programske jezike HTML za zgradbo, CSS za izgled in JavaScript za vključevanje različnih funkcij. Skozi leto se bomo tudi poigrali z grafičnim oblikovanjem v Photoshopu. Ukvarjali se bomo z multimedijo, ker se bomo naučili snemati in urejati kratke filme.
Naučili pa se bomo tudi postavljati in urejati omrežja, kot so recimo Wi-Fi ali strežniki. V 2. in 3. letniku pa nas tudi čaka praksa pri delodajalcu. Ste slišali in videli, kako to gre? Pozabili so povedati, da gredo lahko na prakso v tujino. Se gremo tudi mi v tujino? Gremo že, a ne na cel mesec. Za vse, kar te še zanima, je tu spletna stran šole, Facebook profil in informativni dan. Vabljeni!
Za gradbenega tehnika sem se odločil, ker me zanima načrtovanje in gradnja objektov. Po končani srednji šoli pa se zanimam za študij arhitekture ali statike. Geodetski tehnik s teodolitom meri razdalje in kote. Koti so horizontalni za določanje pozicije in vertikalni za določanje višine. S toplotno kamero merimo toplotne mostove. Okoljevarstveni tehnik izvaja meritve zemlje, vode in zraka. Rad sem ustvarjalen, zato sem kamnosek. Tesar dela z lesom, izdeluje brunarice, opaže in tudi skeletno gradnjo hiš. Tesar je deficitaren poklic, kar pomeni, da jih primanjkuje. Sporedno se šolam tudi za zidarja, po programu 3+2 pa bom postal gradbeni tehnik. Tako bom pridobil 3 poklice. Na srednji gradbeni šoli sem pridobil 2 poklica, pečar in gradbeni tehnik. S tem sem pridobil znanje za postavitev kaminov in peči. Želiš delati s takimi stroji? Delo boš težko gradbeno mehanizacijo. Postani strojnik. Okoljevarstveni tehnik na SGGOŠ sem svojo raziskovalno nalogo šel na evropsko tekmovanje mladih znanstvenikov v Milano. V času šolanja na srednji gradbeni sem imela priložnost opravljati prakso preko programa Erasmus. Prvič v Nemčiji in drugič
prvič v Italiji. Ej, koliko časa se med že poznava? Že od srednje šole. Vsekakor ki radimo ljudi. Even when the sun is blocked by clouds, it always finds its way through. Pozdravljeni! Jaz sem Maja, na začetku sem bila Fols, on pa je Kenny in na začetku sem bil Drew. Skupaj se bomo podali na potek po šolskih računalnikih.
Upam, da vam je bilo najino potepanje všeč. Za konec pa se vam lahko predstaviva tudi tako.